Pobiranje davka na zalogo ali sistem, ki se izboljšuje iz dneva v dan. Kaj so o izvajanju dolgotrajne oskrbe, ki bi morala zaživeti že julija, pristojni ugotovili na posvetu pri premierju Golobu. Medtem ko pristojni minister Maljevac ugotavlja, da se zadeve premikajo, pa je na nujni seji parlamentarnega odbora za delo največja opozicijska stranka SDS predlagala, da bi bili upokojenci oproščeni plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo, za vse ostale pa naj bi se plačevanje tega prispevka odložil. Ministru očitajo pobiranje davka na zalogo, ta odgovarja, da sistem deluje in napoveduje, da bi se s 1. decembrom oskrbnine v domovih za starejše krepko znižale. Na parlamentarnem odboru so poslanci vladajoče koalicije zavrnili predloge SDS-a. Zakaj, nam bo povedal poslanec Levice Milan Jakopovič, z nami pa je tudi Karmen Furman iz SDS-a. Dobro večer obema. Gospa Furman, zakaj ste vi predlagali na odboru, da se uvede moratorij na pobiranje prispevkov za dolgotrajno oskrbo? Ja, konkretno iz dveh razlogov. Zaradi tega, ker se dolgotrajna oskrba ne izvaja, pa bi se morala, glede na zakonske zaveze, ki so si jih zadali v koaliciji. In kot drugič, ker je bilo tako iz proračunskih dokumentov, kakor tudi iz odgovora na interpelacijo z strani ministra Maljevca jasno ugotovljeno, da se ta davek pobira na zalogo. Zdaj, o čem govorim? Namreč v koaliciji so se zavezali pri sprejemu zakona, da bodo za to rezervirali proračunska sredstva v višini 190 milijonov, pa jih niso, zgolj 120, in jasno je bilo sedaj iz pobranih sredstev v višini 255 milijonov evrov, da ta sredstva se pobira na zalogo, kajti ministrstvo odgovarja, da 171 milijonov bo letos potrebno za dolgotrajno oskrbo, a hkrati ne povedo, da je od teh 171 milijonov kar 112 milijonov tistih, ki se bo dal za dodatek za pomoč in postrežbo, ki se je prej plačeval iz proračuna, ne pa iz prispevkov, novih prispevkov davkoplačevalcev, tako da v bistvu ostaja teh 60 milijonov, ki se bo dejansko namenilo za dolgotrajno oskrbo, in če bi to pokrili tako, kot so se zavezali iz proračuna, bi bilo sredstev več kot dovolj. Tako pa se sedaj pobira denar na zalogo, hkrati pa ne samo, da se denar pobira na zalogo, ampak tudi ni odločb, ni kadra, sistem ne funkcionira, ljudje pa ne pridejo posledično do storitev. Pobirate davek na zalogo, ni storitev? Ne, seveda ne. Nič od tega, kar je povedala kolegica, ne drži. Dolgotrajna oskrba se že izvaja, hkrati pa se uvajajo nove pravice. Mi imamo ODČ, ki velja že nekaj časa, mislim, da je 1800 uporabnikov, imamo e-oskrbo, ki deluje, oskrba na domu je v zaključni fazi, odločbe se izdajajo, z novim letom bodo pa še zadnje dve pravici uveljavljeni, to je v institucionalnem varstvu dolgotrajna oskrba in denarno nadomestilo. Zdaj, prvo kot prvo gre za prispevek, ne za davek, in neodgovorno bi bilo, da pač se uvajajo nekatere pravice brez finančne osnove. Tako da jaz se nikakor ne morem strinjati s tem, da se nekaj pobira na zalogo. Ja, gledajte, kot prvo številke in pa življenje ljudi kaže nekoliko drugače. Zdaj, samo do konca avgusta je bilo vloženih 35 tisoč vlog in ministrstvo jih je uspelo rešiti tam nekje okoli 8 tisoč. Zdaj je kolega govoril o dolgotrajni oskrbi na domu. Danes je državni sekretar sam priznal na odboru, da se dolgotrajna oskrba na domu ne izvaja in da kako smo sploh pričakovali, da se bodo lahko te vloge tako hitro obravnavale. Torej, dal je jasno vedeti, da je ministrstvo že naprej vedlo, da z 1. julijem ne bo moglo izvajati teh storitev, hkrati so pa vseeno vztrajali na pobiranju prispevka. Tako da to je milo rečeno neodgovorno. In gledajte, trenutno je 4500 vlog za dolgotrajno oskrbo na domu. Minister se je pohvalil, da so uspeli rešiti 3 vloge. Medtem ko občine, ki bi morale to izvajati, so trenutno brez pomoči. Nekaj več kot polovica občin je sklenilo pogodbe, ampak sklenjene pogodbe še vedno ljudem ne dajejo pravic. Odločb ni, kadra ni, na to opozarjajo tisti, ki te storitve v praksi izvajajo. Tako da jaz res ne vem,
kako si na ministrstvu predstavljajo izvajanje dolgotrajne oskrbe, če na drugi strani nič ne storijo za to, da bi pridobili kader, ki bi te storitve izvajal. Kaj pravite na te kritike? Mislim, najprej je treba vedeti, o čem govorimo. Ne? Oskrbovalec, eno je to, kar sem rekel, oskrbovalec družinskega člana, ta zadeva teče normalno, ljudje pač dobivajo pomoč. E-oskrba je ena od zadev, ki pač tudi deluje že v polni meri, potem imamo pa to oskrbo na domu, jaz mislim, da kolegica misli predvsem na to. Zdaj, kaj pomeni sploh sistem oskrbe na domu? Najprej je bilo treba vzpostaviti po celi Sloveniji vstopne točke. To je narejeno, vstopne točke so kljukica. Potem so kader, treba je bilo zagotoviti kader na centrih za socialno delo oziroma na vstopnih točkah, to je kljukica. Treba je bilo usposobiti ta kader, to je kljukica. In ta kader je potem šel na teren in začel z ocenjevanjem. To je kljukica, to se dela. In na koncu tega pride do odločb, ne, in te odločbe se sedaj izdajajo. Mi imamo pa, zdaj, kar je pa nadaljevanje, seveda izvajalci. Mi imamo 2/3 občin, ki že imajo izbranega izvajalca. 2/3, kar pomeni, da je nekje 3/4 prebivalstva Slovenije pokritega, kar pomeni, da tukaj bo zadeva tekla normalno. Ni nobenih zaostankov ali pa česarkoli. Z vsemi ostalimi, tiste občine, ki pa še niso pokrite, se pa zdaj usklajuje. Ne? Zdaj, če pogledamo, kaj pomeni, ne? Jaz lahko edino z neko primerljivo pravico iz preteklosti zadeve primerjam in to je sicer ne na tako obsežni ravni, ampak je bila osebna asistenca. Koliko je trajalo pri osebni asistenci od začetka, ko je prišla vloga in do izdaje odločbe? Ne? Ljudje so čakali tudi po pol leta, v bistvu. Nekateri so celo 8 mesecev na začetku čakali. Zdaj je ta povprečna doba do izdaje odločbe nekje od 1 meseca pa pol do 3 mesecev. To so normalne zadeve in zadeve tečejo. Tukaj jaz ne vidim nikakršnega problema. Ja, pač zdaj seveda se poskuša predstaviti, kakor da so vsi ostali nesposobni in kaj, ampak dejansko zadeve tečejo. Zadeve tečejo? Ja, če bi zadeve tako krasno potekale, kot je povedal kolega poslanec, potem zagotovo ne bi danes predsednik vlade sklical nadaljevalni sestanek in to prav v tistem času, ko je v parlamentu potekal odbor. Zdaj, tudi nenavadno, ne, da se je predsednik vlade spomnil to dati v javnost ob 1:30 zjutraj, torej sred noči, in če bi bile zadeve tako enostavne in bi dejansko bile realizirane, potem ne vem, zakaj so potem ti sestanki dejansko potrebni. In nenazadnje, to bi lahko predsednik vlade danes pojasnil tudi javnosti na seji odbora, kajti tja je bil povabljen, pa se seje ni udeležil, prav tako nobeden od ministrov. Državni sekretar je jasno priznal, da zadeve ne potekajo tako, ampak da se zadeve pač vzpostavljajo. Dejstvo je, da ste si vi zadali zakonske določbe, s katerim ste ljudem obljubili in se zakonom zavezali za natančno časovnico, kdaj se bodo pravice pričele izvajati, pa se ne. Zdaj pravice se ne izvajajo, medtem ko davek se pobira. Zdaj ponavadi v življenju stvari potekajo tako, da če ti plačaš, potem tudi dobiš neko storitev za to plačilo ali neko dobrino, ne? Medtem ko trenutno poteka zadeva pri dolgotrajni oskrbi tako, da ljudje dajajo prispevek, plačujejo iz svojega žepa, medtem ko teh storitev še ne morejo koristiti. In jaz zdaj težko poslušam, ko govorite o tem, da kako ste vzpostavili vstopne točke. Res je, centri za socialno delo so vstopne točke, ampak glejte, nima informacijskega sistema, v katerem bi bile povezane vse te informacije, da bi lahko odločbe izdajale, medtem ko občine bi morale z 1. julijem že zagotavljati dolgotrajno oskrbo na domu, pa je ne. Danes govorite o tem, da 2/3 občin ima sklenjene pogodbe, ampak sklenjene pogodbe niso podlaga za to, da bodo dejansko dobili ljudje pravico do dolgotrajne oskrbe. Ljudje bi že morali imeti osebnostni načrt v roki, šele takrat bi lahko potem prišli do izvajalca, ki bi te storitve zagotavljal. In to bi moralo biti 1.7. že zagotovljeno, takrat, ko ste vi pričeli prispevek pobirati. Danes smo meseca oktobra in to še vedno ni narejeno. Kaj pravite na to, da pobirate, se pravi, denar za stvari, ki jih ne dobimo? No, saj pravim, zdaj
V zakonu je bilo določeno, kdaj se bo začel pobirati prispevek. Mi imamo, kot sem rekel, že pravice, ki se izvajajo, hkrati pa prihajajo nove. Neodgovorno bi bilo, če ne bi imeli denarja za to, da se te pravice plačajo. Ne, to je eno. Ampak zdaj kolegica je kar nekaj stvari naštela, ne vem, če se bom vse spomnil. To, da je predsednik vlade ob 12:30 zjutraj sklical, ne vem, meni govori samo to, da ima zgleda zelo poln urnik. Res je, dobili so se, jaz mislim, da ključni akteri, ki zdaj prihaja nova pravica, dolgotrajna oskrba v institucije. Treba bo prevesti 20.000 odločb in jaz mislim, da je super, da se ljudje, kompetentni ljudje dobijo in poiščejo način, kako to najhitreje speljati. Za razliko recimo od SDS-a, ki na drugi strani, namesto da bi konstruktivno sodeloval pri vseh teh debatah, spotika in dela vse, da nam ne bi uspelo. No, jaz moram ostro zavrniti zadnje navedbe, ki ste jih dali. V Slovenski demokratski stranki se že vse skozi celi mandat trudimo, da bi se sprejele konkretne rešitve. Ves čas vas opozarjamo, da kadra ni in ker kadra ni, ljudje ne bodo prišli do teh storitev. Dali smo vam tudi konkretne predloge, ampak vi zaradi nekega političnega prestiža nenehno v koaliciji zavračate vse, kar v opoziciji predlagamo. Pa želimo samo dobre rešitve za ljudi, ne pa samo obljub, ki jih dajete vi. Zdaj, kar se pa tiče sklica predsednika vlade, meni je samo zelo nenavadno, da predsednik je v vsem tem svojem urniku, ki ga ima, sklical posvet ravno v tistem trenutku, ko je bil povabljen na sejo odbora v parlament in nekako, bom rekla, si ne morem misliti ničesar drugega kot to, da enostavno predsednik vlade ni želel priti javnosti povedati, kako bo reševal situacijo na terenu in rajši se sestankuje za zaprtimi vrati, ker pač javnost toliko ne ve, kako se stvari odpletajo v ozadju. Občutijo pa ljudje, ki danes teh pravic nimajo, plačujejo pa prispevek. Povejte mi, gospod Jakupovič, zakaj ste bili vi za konec še proti predlogu SDS-a, ki je predlagal, da bi bili upokojenci oproščeni plačilo prispevka? Volitve so očitno blizu. Jaz štejem to kot en razlog tega predloga, ampak če pogledamo tako zelo realno. Dolgotrajna oskrba potrebuje financiranje. Brez tega mi dolgotrajne oskrbe ne bomo imeli. Dolgotrajna oskrba se postavlja ne za jutri, pojutrišnjem, ampak za 50 let naprej. In potrebno je imeti nek trajen vir sredstev, ki bo to financiral. Kaj je prispevek? Prispevek je ena solidarnostni temelj, kjer za to dolgotrajno oskrbo prispevamo prav vsi v družbi. Starejši za starejše, delavci za starejše, mladi za starejše. Jaz imam sina, 26 let je star, danes plačuje prispevek, pa ga ne bo rabil, ne vem, naslednjih 40 let upam. Če danes kogarkoli izvzamemo iz te sheme, bomo jutri bliže, ko bomo volitvam, bo prišla naslednja skupina. Mi se lahko poslovimo od dolgotrajne oskrbe. In zaradi tega jaz ne pristajam na to, pač solidarnost je nekaj, kar danes kronično primanjkuje in to je ena taka solidarnostna pot, kjer poskrbimo drug za drugega. To, da ljudje morajo plačevati prispevek na zalogo, enostavno ne more biti solidarno. Zdaj, vi dobro veste, da ste razveljavili naš zakon, ki je bil sprejet v prejšnji vladi Janeza Janše in ki je prav tako urejal vse te pravice in so bila sredstva rezervirana v državnem proračunu. Vse dokler se ne bi dejansko videlo, ko bi se sistem vzpostavil, koliko sredstev, če bi bilo potrebno, je še potrebno doplačati za strani prispevkov. Ampak vi ste nekako obrali drugo pot. Najprej ste z razveljavitvijo našega zakona najmanj za 1 leto ljudje prikrajšali za te pravice. Vse te pravice bi ljudem že bile zagotovljene, če takrat zakona ne bi razveljavili. Potem ste prelomili svojo obljubo, sredstev niste zagotovili v državnem proračunu, ampak sedaj prispevek pobirate ljudem.
In gledajte, vi vztrajate na plačilo prispevka tako strani zaposlenih zavarovancev, kakor tistih, ki so danes v pokoju, pa čeprav so svojo aktivno delovno dobo že plačevali različne prispevke, vzdrževali ta sistem in je danes zelo nepravično, da jim od te pokojnine, ki so si jo prislužili, trgate še različne davke in prispevke. To ni prvi prispevek, ki jim ga trgate. In gledajte, po drugi strani pa znižujete sredstva za dolgotrajno oskrbo v državnem proračunu v naslednjem letu še za 50 milijonov. Tako da vi ste se temu v državnem proračunu odpovedali, znižujete sredstva, ljudem pa jemljete iz žepa denar za ta prispevek in vztrajate na tem. Se lahko odzovem na to? Je lahko, pa končamo. Zelo na hitro. Rečeno je bilo, da so oni, ne vem, sprejeli zakon, ki bi poskrbel za vse. To nikakor ne drži. Ne drži. Ja, mi lahko pogledamo v preteklost, imeli smo ne vem koliko, 13 vlad, 18 poskusov uveljavitve dolgotrajne oskrbe, 33 ministrov. Res je, spisali so zakon, jaz to štejem kot obljubo, njihov zakon. Ampak ta zakon ni imel finančne osnove in ni bil vzdržen. Neke rešitve so bile not, neke rešitve, se bom povedal, neke rešitve so bile not, ki niso bile izvedljive. Kar se tiče financ in proračuna, ja, napisali so, da se iz proračuna zagotavljanje nekih 75, ne, ampak a si res lahko dovolimo, da se bo politika vsakič znova pri proračunih pregovarjala, ali bojo namenjali sredstva ali ne. Preprosto ne smemo si tega dovoliti. To je preveč pomemben temelj. Samo en stavek. Glejte, v državnem proračunu za leto 2022 so bila zagotovljena sredstva. Glejte, ne, ker to preprosto je navadna laž, ki je zdaj izjavil. Sredstva so bila zagotovljena leta 2022 v državnem proračunu, ki ste jih vi vzeli in preusmerili na sredstva za migrante. Gre za sistem, ki je za 50 naslednjih let. Vi pa govorite o enem naslednjem letu, kjer ste zagotovili neka sredstva v proračunu. To je neresno. Najlepša hvala obema, da ste bila naša gosta. Hvala.